talentu naroda. Približno enak procent je posod. Edina razlika je samo v kulturnem miljeju. Recimo pri Severni Korejci, ki so bili krasni glasbeniki, so imeli velik problem, ker niso poznali enega pojma in to je Bog. Oni tega pojma nimajo. In brez tega pojma se pač o muski pogovarjati ne da. Tako je bila naša naloga in njim tudi te pojme nekako stvari. Pri njih je bil Kim Il-sung božanstvo, ker so zaračunali, da njegove telesne mere odgovarjajo dimenzijam nekega hriba. To so oni sami rekli. Pa si lahko predstavljate, kako daleč lahko pripelje religija. In kar se Japoncev tiče, Japonci so izjemni imitatorji. Izjemno so pridni. Vse. Zastopijo vprašanje. Ampak tako imitirajo dobro, da misliš, da se zastopijo. Na kar Korejci, sem že povedal, so bolj šlampast, niso tako marljivi. Sami imajo pa bistvo drugačen odnos do muzike in nekaj, ko sem bil v Seulu, sem videl, da je približno 40% Korejcev je kristijanov. In odnos do smrti je bistvo razumevanje muzike. Imel sem doslej 2 muslimana sam, nobenega budista še, ker pač njihov odnos do sveta je popolnoma drugačen kot naš. Mi si po naši, veliko, neki kulturološki schemi moramo bivanje po smrti nekako na nek način zagotoviti. V budizmu je teh 7, ali koliko je teh stopenj, teh stopenj, da priješ do tega svojega blaženstva in imaš človek občutek, da vsi sam čakajo, da bo to minil, da bo naslednje prišlo. Tako, prosim, jaz to nisem posrečen, ne morem, ampak tako, od deleč gledanje. In odnos do smrti, ki je seveda ponudil tako ples kot muziko, ker se je moral na ta način darovati Bogu njegovo, kar je njegovega recimo, ali pa se mu nekako prikupiti, iz tega je nastala seveda potem kasneje naša sakralna glasba, iz katere se je kasneje pač posvetno ločila. Ampak točno odnos do smrti se mi zdi bistvo za razumevanje našega duhovnega sveta. Zdaj sem počutim, da v bistvu stari čas je dela krivica tem glasbenikom iz teh drugih nam nezahodnih delov sveta, ampak bi morali, da oni živijo dan danes v istem audio okolju, da je njim dosegljivo isti posnetki kot nam, zdaj teh razlik več tudi ni, zdaj so še res mogoče samo na teh bolj filozofskih in teh drugih ravneh, ampak drugače živijo v istem, posluša isto glasbo kot mi. Ni več teh razlik, informiranosti. Sam, kar se Japonce tiče, jaz imam asistenta Japonca in se ga vprašam, poslušajte, zakaj se ukvarjate z našo muziko, ne pa z vašo? In kaj je bil odgovor? Ja, Amerikanci so nas premagali, ergo so boljši. Izjemno nevarni odgovor. Kaj bi se zgodilo, da bi se enkrat Japonci premagali? Vse so. Kako pa za konec sam nekaj? Absolutno moramo kaj reči verjetno o sodobni slovenski glasbi, v kakšne kondicije je. Vi ste se, gospod Lavac, tudi vse svoje ustvarjalno življenje zelo prizadevali tudi za prav izvedbe slovenskih del. Vedno ste tudi na vseh vaših koncertih se spomnili. Nisem si tukaj prezadeval, kot je bila to moja pač dolžnost. Dolžnost ste počeli. Ampak kaj bi rekli danes, recimo, tudi ste ponovno vaše avstrijske perspektive, recimo? Kar se moderne muzike tiče, Avstrija je gotov ni izgled. Oni še danes nekako tičijo v nekih kalupih, ki jih je postavila druga dunajska šola. Jaz pravim, da danes trenutno eksistira na Dunaju 16. dunajska šola. Tako da so naši sedatelji so bistveno bolj neobrojeni. Samo pri nas je bil en problem. Pri nas je bil problem 60 let. Ko se nenadoma, ko se je začela Varšavska jesen, ko se je začelo obiski Varšavska jesen, so začeli vsi naši skladatelji hoditi, ker je seveda krasno, da so bili nove informacije. Kar ni bilo tako dobro, je bilo to, da so vsi postali epigoni.
In ko se je Penderecki odločil in napisal svoj, meni se je večino koncert nazaj v romantičnem smislu, so vsi izgubili tla pod nogami in so nekaj komponirali. Tista generacija, ki je bila takrat. Nova generacija se, jaz se ne poznam, nimam več stikov z njo, zanesljiv, tako kot vsa mladina danes, ima izjemno težavno situacijo, ko se mora v teh razmerah, ne samo glasbena vsa, znajti in ko bistveno težji dobi službo, kar se pa glasbene tiče, je pa ta, da je znova treba najti pot, po mojem mnenju, do poslušalca. Brez avantgardnih eksperimentov ne gre, to mora biti, enostavno mora biti. Sam je treba kljub samo ločiti zrno od plev. Dolg časa je bil reševanje tehničnega problema že muzikalni končni cilj. In to je bilo narobe pri nas. Eno je obvladovanje tehničnih momentov, drugo je pa ta muzikalni moment, ko je treba vendelnega poslušalca nagovoriti. Na kakšen način, seveda, to je vsako samo prepoščeno. In kako danes učijo, jaz ne vem, ko sem jaz kompozicijo študiral, sem bil pri dveh profesorjih. Profesor Bravničar me je učil, kako je treba komponirati. Profesor Škarjanc me je učil, kako se ne sme. Zdaj pa morate sami ugotoviti, pač katera pot je primernejša. Karina, ti si za konec velika borka zoper zamrznjenost, repertoarno zamrznjenost v starih časih, v muzejskih časih. Si ta, ki nenehno odkriva neke nove horizonte, nove repertoarje, nove skladbe, tudi imaš zelo dober pregled nad slovensko sodobno glasbo. Tudi zunaj jo lahko preizkusiš, kot je verjetno nekomu lahko partituro daš slovenskega avtorja, mogoče ne, in vidiš, kakšen je odziv, kakšna recepcija. Mogoče poveš ti kaj o tem? No, se zdaj to, če to zunaj vzame kakšnega slovenskega avtorja, to še seveda tudi spet ne pomeni, da ga bodi si izvedel, pa da je to tudi tisti pravi avtor, vemo, da so tudi te stvari včasih grejo ne po vedno najbolj strokovnih kriterijih, ampak dobro, to zdaj je tako pomembno. No, ne vem, če sem dovolj sedaj informirana, da bi lahko res rekla, kam slovenska nova glasba za mlajšimi generacijami pluje. Mislim, da bo to seveda potrebno malo bolj sistematično tudi organizirati poslušanje te slovenske nove glasbe, ker v bistvu ona zmeraj se samo milostno prenaša prvih 5-10 minut na koncertu, bolj pa v bistvu zelo vsi časimo na en drug repertoar. Tako da tudi prostora v javnih zavodih in v teh vseh inštitucijah, ki skrbijo za kulturno politiko, bo potrebno nameniti veliko več tudi novi glasbi, ki nastaja, da bomo pravzaprav sploh imeli svoj prostor. Da ne bo to getoizirano v neke prijateljska okolja, kjer se potem bolj ali manj vse zaključe na nekih minimalnih budžetih, ki dopušča enega kitarista pa flauta. Mislim, da je tu velika odgovornost in da če bo ta tendenca kulturne politike taka, da se bo ustvarjalnost tako slabo podpirala, pa ne bo šlo hitro te kreativne res konec, če se bodo preživljali skladatelji s poučevanjem in s vsem drugim. Jaz mislim, da če je nekdo skladatelj po duši, bo komponiral iznotraj nuje in ne zaradi naročila. Ampak izvedla priložnost, izvedla pomembna, Veste, zdaj ta hip, zdaj zjutraj sem govoril na Dunaju o Jupitovi simfoniji Mozartovi. Mozart je vedno pisal Jupitovi simfoniji. Mozart je vedno pisal po naročilu. On je ljubil denar in ga je tudi ogromno zaslužil. Še več ga je sveda zapravil. In je bil nenadoma leta 1788 je bil brez dela. In nenadoma brez kakršnega zunajnega razloga napisal svoje 3 zadnje simfonije v 3 mesecih. Skratka, nekdo, ki ima neko notranjo potrebo, se na način muzike izraziti, se bo izrazil, pa ne glede to, a bo izvedba ali ne bo, on se mora nekako izpovedati.
In zato jaz še vedno verjamem, da se bo tako na literarnem, kot na likovnem, kot na glasbenem področju, se bo ta ustvarjalnost nadaljevala. To, da nekdo dobi nek honorar, da lahko tega živi, to so seveda vprašanja drugih... Ne, govorimo o izvajanju. No. Če nekdo napiše iz največjega umetniškega hotelja partitura, pa to ostane v njegovem predalu forever, tudi tega... Tudi Mozart je isto naredil. Ampak njemu se ni ostala v predalu. Kasneje. Ja, no. Kasneje pa je pa vi smrti se to zareči izvajali.